Pravna fakulteta Maribor, ki danes slavi svoj dan z mnogimi dejavnostmi, že 48 let izobražuje pravnike na Slovenskem. V tem času je bilo na tej fakulteti veliko odličnih študentov. Tih so danes tudi že povsod v različnih pravniških poklicih, nekateri tudi izjemno uspešni, tako da imamo svoje študente že praktično tudi na Ustavnem sodišču, Državnem tožilstvu, Vrhovnem sodišču in pa seveda vsako leto prihaja nova odlična generacija, tako da lahko sedaj tudi tukaj ugotovimo, da študij prava je še vedno izjemno aktualen. Lani so zaključili starimi univerzitetnimi programi, ki jih je v prejšnjih letih obiskovalo istočasno od 1500 do 2000 študentov. Zdaj je na fakulteti skupaj v vseh letnikih in programih 600 študentov na bolonjskem študiju. To so 3 bolonjski študijski programi, prva stopnja pravo, druga stopnja magistrski študijski program pravo in pa potem doktorski tudi študijski program. Se po vsebini kaj ločijo posebej? Ja, seveda se ločijo tako po samih predmetnikih, kot tudi po težavnosti. Vsak študijski program je seveda potem prilagojen glede na stopnjo, na kateri se izvaja. Na prvi stopnji so osnove, praktično na vseh področjih, potem pa se vseeno malo bolj specializira, sploh na tretji stopnji, potem na doktorskem študiju. Kljub spremembi v bolonjski študij so študenti prava še vedno iskani pri delodajalcih. Še vedno tudi z veseljem ugotavljamo, da kljub Bolonji, da so naši študentje izjemno zaposljivi, da torej že v tem magistrskem bolonjskem študiju prihajajo delodajalci, mene pogosto sprašujejo, kateri so tisti perspektivni študentje, ki bi jim dali možnost že za časa študija, da opravijo določene prakse in da se delodajalec z njimi morda že v času študija spozna. Tako da sedaj vsi naši magistri, ki končajo ta študij, so praktično že vnaprej nagledani. Tako da lahko zaposlitev študente iščejo na zelo širokem področju, tako v praksi, v gospodarstvu, v različnih gospodarskih družbah, v javni upravi, na sodiščih, v odvetništvu, tožilstvu, praktično res zelo širok poklic. Lahko seveda gledajo tudi v tujino, tudi tam sodelujejo v praksi ali v kakšnih organih Evropske unije. Kakšna pa je vloga alumni kluba? Namen alumni kluba je predvsem, da študente privabi nazaj na fakulteto. Torej, če je nekdo enkrat študent pravne fakultete, želimo, da je še naprej povezan s fakulteto, da potem, ko je v praksi, da prinaša nazaj znanje, da lahko potem tudi deli novim študentom. Pravniški državni izpit je pika na i pravniške izobrazbe. Predpogoj za opravljanje izpita je opravljanje predpisane prakse na sodišču ali na drugih pravosodnih organih, lahko tudi v gospodarski družbi. Pravniški državni izpit pa lahko kandidat opravlja zgolj 3-krat. Na pravniškem državnem izpitu prav tako naši študentje primerljivo z ostalimi opravljajo ta izpit in so torej tudi v pravosodju izenačeni oziroma tudi zaželjeni. Kolikor pa vem, da so sedaj v pripravi novi pogoji za pravniški državni izpit oziroma da se ta poskuša reformirati. Vendar pa bo vselej enako, da gre za izjemno zahtevno preizkušnjo, da se tu ne more kaj spremeniti in da uspeh mariborskih študentov na tej zahtevni preizkušnji pomeni morda tudi kakšen dokaz našega dobrega dela. Študentom pravne fakultete so torej odprta vrata tako rekoč povsod, tako v gospodarstvu kot v javnih službah. Prebiti se morajo skozi zahteven študij in, kot pravi koordinator alumni kluba, biti aktivni pri iskanju dela in mreženju že med študijem, ne šele na koncu.